Lep pozdrav iz Celja, iz prve slovenske založbe Mohorjeve družbe. Tukaj za menoj je v našem mohorskem arhivu bogastvo knjig v maternem jeziku, ki jih je Mohorjeva že pred 170 leti začela pošiljati v vsak slovenski dom. V najbolj prelomnih časih je bila slovenska knjiga povezovalni in konstitutivni element slovenskega naroda, zlasti ko knjiga v slovenskem jeziku ni bila samoumevna, ko si je bilo zanjo potrebno močno prizadevati. In tudi v teh mesecih doživljamo prelomne trenutke, v katerih slovenska knjiga potrebuje močno podporo svojih bralcev. Celjska Mohorjeva družba ostaja zvesta poslanstvu svojih ustanoviteljev in bralcem prinaša širok razpon kakovostne literature za vse generacije. V našem knjižnem programu je slovensko in tuje leposlovje, otroška in mladinska književnost, strokovna literatura najrazličnejših področij, priročniki, učbeniki, leksikoni. Zelo smo ponosni tudi na našo revijo Zvon, ki letos praznuje 150 let, odkar jo je na Dunaju začel izdajati Josip Stritar. Naročite se nanjo, če še niste. Vsako leto tudi povabimo k naročilu, prednaročilu na našo tradicionalno redno zbirko, v kateri za res ugodno ceno 49 € prejmete 5 knjig. Najprej je to tradicionalni Mohorjev koledar. Kot večerniška povest bo letos izšla zadnja knjiga Gvarjeskijevih zgodb o Don Camilu in Peponeju, torej 8. del. Potem je tu fotografska slikovna monografija kardinala Julijana Risak iz Virom verstev, pa kriminalni roman Vinka Vasleta Arhivar in knjiga za otroke, slikanica Tončke Stanonik, Časarnica pri gospe Ažbeti. Danes pa bi vas rada opozorila še na nekaj drugih knjižnih novosti, ki so izšle v teh tednih, odkar se nismo imeli priložnosti srečati osebno in knjig predstaviti na naših rednih ponedeljkovih dogodkih. Najprej knjiga, ki na vaših knjižnih policah gotovo ne sme manjkati, nova izdaja Prešernovih poezij, France Prešeren, kot smo si ga vedno želeli, s sprotnimi opombami ob pesmih doktorja Jureta Zupana in pa prijazen bralcu in recitatorju, za kar je poskrbel Jože Faganel. Izšel je tudi odličen roman ene najbolj priljubljenih čeških pisateljic Petre Solkupove z naslovom Najboljše za vse, pa nova knjiga iz zbirke Smisel, ki prinaša dela s področja logoterapije, in sicer je to Človekovo iskanje najvišjega smisla, seveda Viktorja Frankla. Pa pretresljiva pesniško-izpovedna zbirka, literarni prvenec Polone Rodič Sestradana o boju z anoreksijo in pa živalska pravljica, slikanica Cvetke Bevc in z ilustracijami Polone Kosec Modri med, ki na otrokom razumljiv način spregovori o problematiki zasvojenosti. Naj opozorim še na uspešnico preteklega leta, romaneskni prvenec Branka Cesnika, Sonce Petovione, pa ponudim še prvi veliki slovenski filozofski leksikon doktorja Antona Stresa in pa leksikon likovne teorije doktorja Jožefa Muhoviča. Tu je seveda še božanska komedija in številne druge knjige, ki so 24 ur na dan dostopne na www.mohorjeva.org. Naj pri tem morda spomnim še na pomembne knjige iz zbirk Religiozna misel, Cerkveni očetje, Antika, Slomškovo zbrano delo, Vademekom, Neminljivi, Slovenske večernice in tako naprej. Številne ugodne, znižane cene knjig pa so na voljo v naši posebni ponudbi. Oplemenitimo obilje časa z bogastvom knjig, ki prinašajo neprecenljive notranje vpoglede in brezmejna doživetja neskončnih literarnih svetov. Podprite slovensko knjigo z nakupom. Veliko lepih doživetij v branju vam želimo iz Celjske Mohorjeve družbe.